smo v studiu gostili pisateljico Janjo Vidmar. Takrat smo govorili o knjigi Otroci sveta, katere soavtorica je Benka Pulko, ki je bila takrat v Mehiki. Danes pa je z nami. Dobro jutro, Benka. Dobro jutro. Za projekt Otroci sveta ste prispevali fotografije otrok iz celega sveta. Spadajo naši otroci med srečnejše? Vi ste jih namreč spoznali tako iz oči v oči. Še zmeraj spoznavam, še zmeraj predavam veliko po slovenskih šolah in mislim, da imajo krasen potencial. Jaz osebno sem navdušena bistveno bolj nad otroci zunaj obrobje Slovenije, vaški otroci proti mestnim. Mislim, da so bistveno manj razvajeni, da so bistveno srečnejši, ampak rekla bi, da slovenski otroci imajo velik potencial. Mislim pa, da je veliko otroške sreče odvisno od staršev in manj jih bomo razvajali, bolj bodo srečni. No, ampak če primerjate recimo naše otroke z drugimi, iz drugih držav, recimo iz kakšne revnejše četrti, bili ste v Mehiki. Ja, ampak je podobno, ne? V mestih je življenje popolnoma drugačno, pravzaprav ni tako zelo določeno z državo, v kateri sem, ampak z mikrookoljem. Torej, na vaseh so bili otroci bistveno bolj sproščeni, veseli, prepričali so me, da dejansko radostnejši kot tisti v mestu. Mexico City je recimo zelo blizu eni Sloveniji, Ljubljani, Mariboru, čeprav ima 20 milijonov ljudi, no. Ampak življenje v mestu je očitno zelo drugačno. Zraven tega projekta Otroci sveta je bil izpeljan tudi literarni natečaj, pri katerem ste sodelovali. Kar verjetno drugačna izkušnja, kot ste jih bili do zdaj vajeni. Moram reči, da zelo. Otroci mi niso presenetili, izdelki so bili fantastični. Bila sem pa presenečena nad drugim delom, ker jaz pri takem velikem projektu, ko smo ga speljali za vse slovenske šole, sem pač morala biti tajnica in marsikaj drugega, kot fotografinja in organizatorka in založnica knjige. In recimo primer, jaz sem veliko projektov speljala in ker jih nisem mogla sama in ker so družbeno odgovorna stvar, sem se zatekla recimo k ljudem, ki kreirajo našo družbo, a ne? To so bili ravnatelji, vodstva šole so me blazno razočarala, ne? Jaz sem pričakovala, da bodo sodelovali, potem pa sem dobila enih par besnih pisem, zakaj nam dajete dodatno delo, mi imamo dovolj dela. In jaz moram reči, da sem bila zelo presenečena, ne? Po drugi strani pa, ker sem hotela otroke motivirati na super način, ne? Zakaj ne rečem, naj pišejo, naj razmišljajo o multikulturnosti, o tem, kako bodo nekega dne oni kreirali družbo. Si jih želela motivirati, no? In zaradi tega smo zbrali take nagrade, ki so mi vzeli recimo pol leta, da sem samo razmišljala o tem, kaj bi bilo fino, ne? In recimo zmagovalca smo poslali v Pariz malo potovati, da odpre polknice, da je nekdo bil recimo skrbnik živali v zoološkem vrtu v Ljubljani, ali pa na raziskovanje delfinov po Jadranskem morju, pa raziskovanje sveta na ta način. In recimo 100% vsi iz tega, bom rekla, kadra, torej podjetja slovenska, so se pa 100% odzvala. Kogarkoli sem vprašala, to pomeni, da časi očitno niso tako slabi, ne? Vsi jamrajo o gospodarski krizi, jaz pa mislim, da labor srca še zmeraj deluje in tako, presenečena sem, da moram reči. Ste morda tudi zaradi tega odnosa, ko ste prej omenjali ravnatelje, primorani iti v tujino, v bistvu, da nimate obstanka v Sloveniji? Kaj vas vleče na potovanju? Vi ste, ne vem, en mesec ste v Sloveniji samo, ali koliko, ali ste več? Približno mesec dni na leto, ja, tako zdržim doma. Kaj vas vleče ven? To, da imam potem doma lahko referenco, ja. Mene zanima, kakšni so ljudje zunaj. Jaz nisem zadovoljna s tem, da sem lahko samo na relaciji Ptuj, Maribor, Ljubljana in da je potem to moja referenčna točka. Svet je velik, na njem je dovolj prostora za vse. Rada vidim, kako šole laufajo drugje, kako se ljudje obnašajo. Ne vem, Meksikanci so me fascinirali. Živijo v tistih barvah, vse je oranžno, rdeče, zeleno. Vsi so dobre volje, ne glede na to, koliko denarja zaslužijo, me razumete? Tukaj pa se mi zdi, v Sloveniji se vsi nekaj oblačimo v rjavo, sivo, črno, jamramo non-stop smo slabe volje, brez razloga, ne, se mi zdi še dobro, da imamo Štajerce. Na Štajerskem je malo boljše kot sicer. Jaz sem danes mimogrede Rudolf. Super! Kakšni smo? Jaz sem pa kar preprosta, kako bi rekla. Ja, vi ste tudi črno-rjavo, ne? Ne, ampak jaz sem zmeraj v eno in istih oblekah, kako bi rekla. Je to najbolj primerno popotniško oblačilo? Škornji verjetno ne. Ne, ko pridem domov, moram reči, da se tako malo razvajam, da imam vsak dan
kako čisto oblekico na sebi. Moram pa reči, da sem kakim takim stvarem, ki jih nosim pa vsak dan zelo zvesta. Ne vem, to je recimo, zmeraj so to brezrokavniki. Ki imajo veliko žepov. Rute so zraven. In zmeraj moj ptujski nes, ker v glavnem v njih sem zabariketirana pa čez dan, čez noč, tako da je že kar patetično. Ampak človek se navadi in jaz imam rada stare stvari in sovražim nakupovanja, no, verjetno ima to kaj opravka s tem. Potovali, ogromno potujete po svetu. Pa me zanima, kakšni smo ljudje? Smo dobri, smo slabi, v globalu seveda. Wow, krasno vprašanje. Jaz verjamem, da smo ljudje fantastični, da smo krasna bitja, ampak potem si navlečemo vso svinjarijo nase. Zaradi tega imam jaz rada otroke, zaradi tega, ker so še najbolj spontani, čisti ljudje. Potem, ko se pa staramo, pa začnemo lagati, prirejati resnice, iskati bližnjice in tako dalje. Meni to ni všeč, ne? In bolj srečaš neke take preproste ljudi, manj imajo teh naveskov, družbe. Ne vem, zakaj je to potrebno. Jaz mislim, da bi lahko brez tega pa bistveno boljše bi se imeli, zagotovo. V Mehiki ste spoznali in srečali ponovno svojega drugega najbolj ljubega moškega, najljubšega moškega. Drugega najljubšega moškega, ja. Ja, povejte, kaj več o njem? Gre za Hočete samo o Dalajlamo. njem? Ja, gre za Dalajlamo. Čisto po sreči, zelo rada, ko grem nazaj v države, kjer sem že bila in kjer recimo malo govorim tudi jezika. Z španščino sem se spoprijateljila, seveda, ko sem z motorjem rila po Južni Ameriki. Takrat, ko so me ga zgubili za mesec dni, nisem imela kaj drugega v Venezueli početi, pa sem se šla malo španščino učiti. In zdaj rada preberem kakšen časopis in potem vidim, wow, Dalajlama je v Meksiku, ne? Jaz sem strašno vesela, če ga srečam, še posebej tako naključno. In sem rekla, krasno, že pakiram svojo torbico, fotoaparat, vse vzamem s sabo in grem in ga skušam srečati. In potem, kjer je volja, je tudi moč, ne? Jaz sem to potrdila. Vsaj, kjer je volja, je moč, dovolj moči, da premagaš katerokoli pot. Se predam. In potem sem ga poslušala, no? To je bilo eno, mislim, da 12-tič, 13-tič in moram reči, da je najboljših predavanj. Se ne ponavljajo na predavanjih? Odvisno od tega, kako ga izzovejo. Organizatorji v glavnem povejo, o čem bi radi dali. O čem je bilo tokrat? Tokrat so ga izvali po mojem okusu. Fenomenalno so ga vprašali, kaj je z religijami danes. Ne? In on kot budist, kot nek filozof v življenju, bistveno bolj kot religiozen človek, jim je povedal, da 21. stoletje je čas, kjer je dovolj tega, da damo vse slabe in dobre reči in se izgovarjamo zmeraj na kakega boga brez veze. Ne? Začnimo razmišljati o tem, da ljudje začnemo na svojih ramenih prenašati bremena za dobre in slabe stvari, ki jih naredimo. In ta boljša stvar je bila, da so imeli tak na odru vse predstavnike največjih religij. Strašno sem uživala, ko sem jih gledala, opazovala, kako so nejevoljno sprejemali to resnico. Res so bili, ker pravzaprav promovirajo Boga bolj kot to, da si ti in jaz, da sva odgovorna za to, kar počneva. Še na kratko, je prihodnost za človeštvo? Absolutno, da je. Kako je to vprašanje za tako krasno jutro? Za tako krasno jutro in takšno zgodnjo uro. Hvala lepa, Benka, za obisk. Naslednje potovanje v Nepal in Butan. Pa srečno tja, še srečneje domov. Hvala lepa še enkrat. Hvala za povabilo.